tem mestu prične cesta za Gorenje v Trebušu. Ta cesta je bila zgrajena 92. leta, samo 30 let prepozno. To je ena od prvih domačij v dolini Gorenje Trebuše. Ko ni bilo ceste, vendar so ljudje ustrajali na tem mestu in tako je ostalo. Sedaj imajo večjo možnost, da se hiša obnovi in obdrži domačijo. To je druga domačija v dolini Gorenje Trebuše pri Krtu. To je stara hiša, še iz slamokrita in verjetno ena najstarejših hiš v dolini Trebuše. To je tretja domačija v dolini Gorenje Trebuše pri žepu v Krtu. Imajo staro hišo, zgradili pa so tudi novo zraven, ki še ni končana. To je most v Maksovi grapi. Most so zgradili domačini po načrtih inženirja Mahajne. Pod njim pa je ostal še stari mostiček, ki je včasih služil za prehod po tej grapi, ki se danes ne služi več temu namenu. Dokler ni bilo ceste, te grape ni videl skoraj nihče ali pa zelo redki
domaćini ti to teško vidiš to strojno. Smo na kraju doline Trebuše, kjer se dolina malo bolj odpre in kjer se začnejo že več naseljenih hiš. Prav blizu ceste je dom z imenom Podklopje. Od kje je to ime prišlo, se pravzaprav ne ve. Hiša je stara in seveda potrebna popravila. To je mala domačija pri Tišlerju. Doma živijo še upokojenec Albin in njegova žena. Otroci so po službo. Prav blizu pa stoji en vikend, ki pravzaprav ne krasi okolice. To je mala domačija pri Bricovih. Stara bajta, zgradili so tudi novo, vendar ni končana. Ne živijo stalno tukaj, pridejo občasno, drugače so po službo. Smo na domačiji pri Verbu. Iz stare hiše so se preselili v novo, čeprav v novi hiši živi samo gospodinja, še njeni otroci, sinovi in hčer so se preselili po službah v druge kraje. Ja pa ne vem, bi mogli se žeroči vprašati. Pa včasih je vikala vas kao žeroči prahati. Ja, sam ne vem za. Ja sam je tudi znali, da se prahati, tu se tako. Tako je, to prije se uredi, ha. Skrbi se smalo. Je pa fajnkala vas, kavarva. Ja, nismo ti predano, da se nam prije, kaj da je. A ja, ma Hindra, Ne, gre. znaš, da je iskala, da na ta stavka da. A šta? Ali vi pa ti se ošte, da sam se tam prije, Vilena će bula. A viš kaj pravi Damjan včera, to? Što ne radiš?
Smo na stičišču stare in nove ceste. Stara je še makadam, nova pa lepo asfaltirana. To je kraj pri Ostrožniku. To je tista domačija pri Ostrožniku. Včasih je tukaj bila kovačija precej velikega obsega, zraven pa je stala tudi žaga, ki je nekoč pogorela in sedaj ni ostalo tega nič. Na tej domačiji živita samo še Vencev, ki ima približno 80 let. Sinovi pa so po službah, nekateri pa tudi že v pokoju. Nahajamo se na kmetiji v Vreni Trebuši pod imenom Ščura. Tukaj živita samo še dva človeka, to je gospodar, ki ima 80 let in njegov sin, ki je zaposlen. Ostali so se razkropili po svetu. Imajo novo hišo, ki je mehanizirana, tako da samo mlada gospodinja pri hiši. Nov gospodar je prišel iz hiše, nosi že 8. križ. Zraven kmetije v Ščuri stoji še ena hiša, v kateri živijo le občasno izseljeni v Belgiji. Petrovno Brdo, v bajti živi ena stara ženica, čeprav
elektrika gre ravno blizu hiše, pa še vedno sveti s petrolejko. Oči Lažine. Gospodar je umrl, gospodinja tudi, ostali so se odselili. Hiša je zaklenjena in lepo se razpada, počasi razpada. To je domačija v Bajci. Nekoč so tu živeli ljudje, sedaj pa to uporabljajo nekako za vikend, pa še si ne dajo dosti pomena na to. Hiša je zaprta, kakor da nihče nikoli ni živel v njej. Sosed od Bajca je Trnar, tudi ta hiša je zaprta, uporabljajo občasno za vikend, pa še to zelo malo. No, Trnar ima vsaj okoli hiše lepo urejeno, pospravljeno, zasajeno, med tem, ko se sosedu vse skupaj zarašča. No, Trnarjev sosed je tudi v Malnu. Ker se pes oglaša, pomeni, da nekdo je pri hiši, je pa oddaljen tukaj. Tudi tukaj je nekoč bila domačija na plohu, sedaj ni ostalo nič drugega, kakor zaraščeno senožet. To je domačija na Krbenk. Polovica hiše je izseljena, ker so gospodarji pomrli, druga polovica pa je še gospodar in gospodinja, ki sta pa tudi že v letih in sama. To je domačija pri Valentinu. Tudi ta hiša je zaprta. Lastniki pridejo le občasno. Pred nami je domačija na Brdu. V njej živita mati in sin. To je domačija Podkabelca. Tu so stalno naseljeni, čeprav so malo starejši, pa vendar niso zapustili hiše.
Danas nikak kad se maštate u Finije. Evo ne je bilo. A pa še ovo te po filmu. Kmetija pri Renku. Ta gospodar, gospodin gospodinja in še nekaj hčera. Zdaj pa bo verjetno že nekoč prišel k hiši. Je okoli 100 ovac, čeprav svoje zemljišča nimajo dovoljno kosijo po drugih krajih. Ma ljudski put nas ne radimo. Urvački ne. Ja. Majo pobasa limovi. Što halda, ne? To je domačina pri Mercin. Na kmetiji živi še vdova, hčerko, ostali otroci so se odselili. To je Martinov mlin, ki že več let stoji in seveda je tudi njegovo pogonsko kolo razpadlo. Dobar dan, Melinar! Pa bo pa tam doma. Ne vem, nič ni doma tam. A se bo pa ljad zunaj, mislim, ne piše pa smijelam pa... Ja, so si način, ja dispensira borovod, pa je šel štiri razum pomagati. A, ja. Te na rupo. Aha, aha. A prom ste pa pokapali. Krompiri. Kaj ste pa mili tam na rupo? Krompir, tere smo še kjedan. Aha, aha, in kešin pa zgleda, bo kaj Ja, treba. tak, dobro, da ne so. A ja? Te seljanski,
A ja nosim. Mislim, se je rata zla, tisti krompir sama kusa pa nima. Ne, to nas ne treba. A kusim pa niti. To je domačija pri Melinarju. Možakar ima tudi okoli 80 let in njegova žena približno tako živi s sinom, ki je upokojen. Včasih je bil to dober mizar. In seveda zraven tega je še dober čebelar, kot vidimo čebelnjaki, poln panja in čebel. To je domačija Mehna dolina. V hiši živi samo še en upokojenec, ostali so se tudi odselili. To je Podhoška domačija. Te ruševine, kad jih vidite, to niso posledice prejšnje vojne, ampak to je napravil zop časa. Prebivalci iz teh domačije so se izselili in seveda poslopje je razpadlo. Posnete domačije ob stari cesti so skoraj pri kraju, ustavili smo se še pri Petru v Lazeh. Je to mala domačija, v njej živi sam Peter in njegov sin, ki je brezposeln. Včasih je v tej hiši živelo kopica ljudi. Njegov sosed na Okrogelci pa le občasno pride. To je domačija pri Kovaču. Zraven stare hiše so naredili novo, v kateri so vseljeni mladi gospodari. Tudi pri Kovaču je včasih pela žaha, sedaj je vse opuščeno, tako da stari gospodar je umrl, mladi se pa ni oprijel tega posla naprej. To je domovanje v Podrateji, stara in nova hiša, v kateri živita Dolfi in Marica, upokojenca. Njihovi otroci so se odselili drugam. Zraven pa stoji elektrarna, katera se prav lepo vklaplja v okolje.
če ne bi bilo transformatorja zunaj, ne bi se vedelo, da je to elektrarna. To je mala domačija v Podtrebuši. Nahaja se prav v lepem ravnem kraju. V hiši pa živi samo še starejša upokojenka, ki je zraven še invalidka. Ostali so se vsi odselili. To je manjše posestvo pri Prajzu. V hiši živi še vdova gospodinja in njen nečak. Gospodar je umrl, ostali so odseljeni. Zraven imajo lepo polje, košenine in nekaj sadnega drevja. Konc. Ce delam nam kaj Aline, tega nihče vpraša ne. Najglavno je, da posel gre. Nahajamo se na križišču v Gornji Trebuši. Pred nami stoji spomenik padlim žrtvam v drugi vojni. Zraven pa je zadružni dom, ki je bil zgrajen že pred leti in pa kljub temu nikoli ni služil svojemu namenu. Tako da je to zopet ena zgrešena naložba nekdanje politike. Zraven zadružnega doma pa se še je postala največja gradnja, ki je prav sedaj v teku. Kaj bo z tega nastalo, se še ne ve.
To je veće posestvo pri Vilkotu. Stara hiša, zraven pa so zgradili še novo. Ljubezen je vihrava kakor veter, osvojil me je lepi črni Peter. V nočeh sanjarim, čakam, da ko njegovo bom sam. Skoz mesta vrne se moj črni Peter. Nahajamo se v zaselku pri Sedeju, ki ga sestavljajo kar 4 domačije. Od vseh teh domačij je naseljena samo ena hiša. Hiša številka 37 že precej časa ni naseljena, je pa verjetno ena od najstarejših hiš v Gorenji Trebuši, kar dokazujejo določene freske na zidu in pa seveda tudi letnica 1803. Verjetno številka takratna je bila 77. Za tretji je pravi bakač. To je lovska koča Gorenje Trebuške družine. Sem v njem zgubil, srečal sem medveda, šale bilo mi ni. Ko sva se objela, Kaj pa ti pila? korajžo sem dobil, Ega, koga pa spil? stisnil sem medveda, Še zdaj ti bil gleda. ulil okreplje 3. Koga si rekel? Mi kot ponavadi lažemo pač radi, kadar mi zverine na malček prav pride, družbi opijači, vsak se ojunači, mucka v domišljiji v medveda spremeni. Ra-ra-ra-ra-ra, ra-ra-ra-ra-ra, je eden vodjač, je drugi savjač. Ra-ra-ra-ra-ra, ra-ra-ra-ra-ra, ta tretji je pravi bakač. Ta tretji je pravi bakač. To je mala domačija pri Kolencu.
U tej mali hišici živita še dva upokojenca, stara že tam nekje blizu 80 let. Njuni otroci so se odselili po svetu, ker tukaj je bilo premalo kruha za vse. Zraven Kolencovih je še ena hiša, ki pa je že precej časa prazna. To je domačija pri Pepšu v Plužnah. V hiši živi sam gospodar in njegova vdova hčer. V smeri Gorine Trebuša, Mrzla Rupa, ob cesti stoji hiša, ki se pravi pri Šuničarju, vendar ta hiša je že skoro po vojni prazna. To je posestvo pri spodnjem Ličarju v Gorini Trebuši. Tudi ta hiša je prazna. To je hiša pri zgornjem Ličarju. Tudi ta hiša je zaprta in prazna. Lastniki pridejo le občasno. Tudi
sosed pri Matičku ima zaprto hišo. Tudi tu so se selili. To je večja kmetija v Gornji Trebuši pri Šinkovcu. Prejšnji gospodar je umrl, sedaj živi na tej kmetiji samo še njegov nečak, ki je popolnoma sam, res je mlad še pa vendar. Ima okoli 10 glav živine v štali. Stali sorodniki so po svetu. To je zaselek pri Čuku. Sestavljata ga dve domačini. Ta pa obe prazni, vsi prebivalci so pomrli in se odselili, kar je ostalo živih. Dobar dan, Šojčer! Večno sliš? Ja, Tamare, dikte pa ne. Luk, ne more biti narejeno. A vidite to? To je kmetija v Šojčeš. Na tej kmetiji so še vedno naseljeni mladi in star gospodar še pri svoji moči.
To je domačija pod robom. Hiša je že razpadla skoraj do kraja. To je zaselek Rozazija. Tukaj je bilo nekoč 6 domačij in seveda v vsaki domačiji je bilo po več kot 6 ljudi. Sedaj sta v celem kraju tukaj samo 2 še stanujeta. In še te 2 sta stara že in se pripravljata za odselitev. Tudi na tem mestu je nekoč stala kmetija precejšnjega obsega z imenom Zgornja Rozazija. To so samo ostanki še gospodarskega poslopja in hiše. To je dom Feliksovih v Rozaziji. Tudi ta hiša je prazna. Gospodar in gospodinja sta v domu ostarelih, njihovi otroci pa so se odselili po službah v druge kraje.
kad atvežamo paškinamo sve kako bajte mali. Pa kaset. To je še ena od ruševin v Razazi. Tudi ta hiša je ena od tistih v Razazi, torej pri Viktorju. Ostrožniku. On je tudi v domu in ostali so se sinovi odselili. Tudi to je ena od neštetih domačij, ki je zapuščena. To je pa ona lepa, dolg, stara že, da tam na to sem povedal. Štromi imajo on. To je domačija pod Hrivo. Tudi ta hiša je zaprta in odseljena. To je zaselek Poljane. Nekaj hiš je že popravljenih, nekaj pa še čaka na popravilo. Ljudje se tukaj vračajo več ali manj.
Še kenguruje mogo imeti sobo. Kdaj si bil v Avstraliji, da si tak klobuk nabavil? Ja, to je bilo lansko leto. A lansko leto je bilo. Ja. Jaz sem bil pa letos, vidiš. Pa letos, pa sem brez klobuka. Pa brez klobuka. A ti ga pa sodni. Kaj? Tako vidiš. Kako zgleda avstralski klobuk. Kaj? Prima. Klobuk je dober, ampak dec je slaba. To je domačija v Ropi. Prebivalci so izseljeni, hiša je v obnovi. To je domačija na Žgani peči. Tu so še normalno naseljeni gospodar, gospodinja in en sin. Pozdravljen, Žajnar, pozdravljen. Ana, bun, ja? Să Ana băi blie. Res. To je domačija pri Slani vodi. Je še vedno naseljena in vzdrževana hiša. Arnica je bila, ribja piva. Sam jaz ti povem, papa veš, ki je smalc. Tega hudiča je... Zmeraj pride ven, prav zmeraj pride ven. Zmeraj pride ven. Ja, mu krempir je že prišlo ven. A da ne? A kaj razsuješ? Aparatom se ni. To je kmetija v Korenovšu. Tudi ta kmetija je prazna.
kmetija na Brdu. To je zadnja kmetija v tolminski občini, ki meji na idrijsko občino ali vojskarsko planoto. Je še naseljena, na kmetiji živita še mati in hčer, same z nekaj otroki. Nahajamo se v Prdanskem vrhu na kmetiji pri Medvedu. Tukaj je nekoč živelo kakšnih 10 ljudi. Kmetija je bila velika okoli 70 hektarjev. To, kar vidite, to so ostanki še torej štale, gospodarskega poslopja in pa hiše, ki je na naši levi strani. Prebivalci so se odselili, hiša je nekoč pohorela in tako niso imeli kje stanovati. Tukaj ni vode, ni elektrike, cesta pa je pravzaprav kolovoz je tako slab, da je težko dostopna. Smo v zaselku Prdanski vrh, ki je včasih sestavljalo 6 domačij. Od teh domačij je naseljena samo še ena hiša in to v njej živi samo še gospodinja, to je Lenčka v Prdanskem vrhu. Vsi ostali gospodarji umrli, vsi ostali so se odselili. Ne preveč. Dobar dan, Lenčka! Prema naprej. A zdaj te vi prepirate pas, ono, kje se pase zdaj? Pase je se, pa jih mora pojeti jazkat, ki jih moramo graditi, če čede. Veš, naprej. Veš. Da ne bo preveč, da ne bo pošlo čipa. No pa ne. Vidi.
To je Lenčka u Predenskem vrhu, edina prebivalka, ki še živi v tem kraju, v tem zaselku. Sama mož je umrl pred leti. Edinika živine in tako sameva. Tukaj imamo medva, ponajem že od 36 leta, ne? No, da tukaj je htjel Zoran Harper medved kup, kod je bajka, ne, na tista krekija. Je htjel kup, da zapravo najobvestil će medva. Tako kaže, ljudje. No tako pa ne sedja. Ja, se pravim, se vedel, sem slišala prejšnji teden, tako da tako malo poprašala, tako sem redu, bolje da bila, ki sem vas usila Lenčka tam zdaj. Če pa kjer prišel noter. Ja, zaradi me žihar pride. Komoraj sem bi čist prepovedali, ne smem sploh pasne. S Francom, jaz lahko rečem, je kar smo imeli s Francom pa z Bernarda, ma čisto mu lahko pravljati. Drug smo, sadje se res prišli pobrati, pa smo mu hajnje skuhala in vse smo mu naredili. Ne, tako i jej ne past, sem da nekaj. A je tu pa zdaj tisto od Voština? Pa ne, očitno tu vseh sedmih je. A tu niste še reči razdelila? Ste so bili, no sad nisam se malo sporazumeti, a veste, no, ja prišmo naprej, ki bomo. Se bova medva tudi šla? Ja, zdaj smo prišla dal od medvida. Se ste še ne prišla? Od medvida dal, vsaka zdaj bo pa šla nazaj, pa če bejt pa pol krajna dal, da bo prišla nekaj pašjak in tako. Bo vse tu za naj nekaj snijemamo. To je še vedno Predenski vrh, domačija pri Loharju. Vse štala še stoji, vse ostalo je porušeno. Prebivalci so se odselili. No, to je še ena kmetija v Predenskem vrhu pri Komru. Hiša se je podrla, ker je van treščila strela in se je skupaj pogorela. Še ena razvolina v Predenskem vrhu pri Hvalu. Jaz sem rekla, da se boji zaradi slane, pa zaradi... Jaz bom podkopal, ja. Smo tale povečkrat probali, kretiče ga tudi, a tudi slana je. Če pride. Tukaj je bolj trdno pa. Ženska je pa kar sem sajen, res pride malo bolj strej vodno, sam pa slana, ki je slana, pride pa. Ljudje, mislim, kako enkrat pa 15 minut, tako strašno, vode, A tle pa ti zato,
Moram vam povem, da je čist, se pravim, da se mi že preskoro. Da, to je tudi pol, vse, ja, veka pa veka dvoj, a tudi se veka, ja, strika. Prej mi se niso vedno vjela. Tu se to sime premenjala. No, v redu, sam nismo. Tam je pa, med vlasko, je brat njegov pripeljal, umre bi se 6 let iz Italije har, na hud. 15 kil. 160 kil je brat. Pa nama so pa tako gledali, tako je nazirala, je bila smali, pa pa tako. To je še ena trebuških domačij pri Čebeju. Tudi ta domačija je vprašljivo, koliko časa bo še ustrajala pod to streho. To je še en dom v Gornji Trebuši, sosed od Čebeja, lastniki pa so v tujini. Hiša je delno obnovljena, zaprta in v njej ne živi nihče. To je mala domačija Zahrapa. Takšno ime verjetno zasluži, ker je res v Zahrapi nekje dostop do hiše, do posestva je samo ozka steza. Prebivalci so se izselili po službo, hiša je zaklenjena. Dobar dan, Pršjakar, dobar dan. Bude jedna dobra sreća. Zdrave. Na Mladenića. Ja, Mladenić, pa ti, Ja, pa ti. jaz sem tu pa brez skrbi, da
To je pršakar, stara trebuška grča. Da pognajo se sedaj, čuvalja sem nabil, da luštala. Pa mi je še rekla, ne boš se preoblačil, je rekla, ko boš ti smrdo jedel. Ko boš ti pil kanček. Same, 20 krajš, kje boš mene poflikal? Bomo nekaj pršakar, bomo. Mislim povedati, poslušaj. Pršakarjeva njiva je zelo strma in bi se človek vprašal, s čim on to obdeluje. V naslednjem posnetku boste videli, kako, s čim on orje. In harabim tudi tam priševanje sena gor na žičnici. In do tu, ti tule obrneš na eno stran in skripcem pa tule razdeliš na več kraje, kakor imaš pa treba. Hvala, vrito, hejem. Thank you.